Ko je tisti čas Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prorokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in mu rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti niste razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter, skala, in na tej skali bom sezidal svojo cerkev, in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Tedaj je učencem naročil, naj nikomu ne povedo, da je on Kristus. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Če bi naleslo vprašanje, če poznamo nekega človeka, bi lahko rekli, ja, ta človek je doma znanih Goric. Starši so se sem preselili, pa je osnovno šolo na Brezovici opravljal, potem je bil v Ljubljani na srednji šoli in zdaj pa že nekaj let dela to službo, pa ima otroke poročene. To so podatki od človeka, ki ga lahko naštejejo lahko številni ljudje. Lahko pa nekdo reče, ja, tega človeka poznam, ta človek je pa pošten. S tem človekom je pa zelo dobro sodelovati in delati, ker je zanesljiv in svoje delo opravi odgovorno. Ta človek je pa prijazen, srčen. Kako najde pravo besedo, kadar je potrebno in zna poslušati. In to so lahko besede o istem človeku. Nekdo našteva podatke, nekdo pa stopi globje po vsebino človeka. In nekaj podobnega Jezus izzval svoje učence, ko je rekel, kakšno javno mnenje o meni. Kaj ljudje o meni vedo? Kaj o meni pripovedujejo? Kakšne govorice se širijo med ljudmi? In dejansko so učenci zaštevali naštevati podatke. Lahko bi celo rekli, Jezus iz Nazareta, tam je bil doma, rojen v Betlehemu, beg v tujo državo za nekaj časa. To so podatki, ki so sledljivi, zapisani, to je neko znanje. Ampak s tem, ko so povedali to, kar je na zunaj, Jezus zastavi drugo vprašanje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Veste, pri tem drugem vprašanju je pa Jezus jih postavil na tisto mesto, glejte, to ste že vse povedali, podatke ste našteli. Ni treba še enkrat ponavljati. Kaj vi pravite, kdo sem? Pa spregovorite še globje. Zanimivo, da prej so ostali odgovarjali, verjetno vsi poglasni, potem se pa samo Peter oglasil in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. In ob tej besedi lahko pomislimo današnji evangelij, ko potem tudi Jezus njemu pove, ti si Peter skala, ključe boš dobil, karkoli boš zavezal na zemlji, to bo veljalo v nebesi. Če boš kaj razvezal, ne bo več breme teh stvari v nebesi. Vprašanje, o čem današnji evangelij najbolj govori?
o Jezusu Kristusu ali o Petru. Na nek način govori današnje evangelije več o Petru, ampak ne o tem, kar Jezus našteva, ampak z besedo, ki jo izrazi Peter, dejansko odkrije sebe. Odkrije njegov pogled, notranjost, lahko bi rekli čutenje, odnos do Jezusa Kristusa. Ta odnos, ki se je zgradil in reče, ti si sin živega Boga. Ni nek človek, ki se je nekje rodil, ima dobro besedo, mogočna dela, ampak nekdo, ki se dotakne mojega življenja, ki meni nekaj pomeni. Ne poznam samo po črki, ki je zapisana na papirju, ampak to sebi nosim in čutim. In tako je prav za vsakega človeka na mestu vprašanje, kaj drugi pravijo o Jezusu Kristusu. In to, kar drugi pravijo, smo se tudi mi učili v šoli bolj malo, tukaj je bila kakšna stvar omenjena, pri veroučnih urah nekoliko več. In kako je potrebno to znanje, da človek spozna, sliši, ve. Potem je pa pomembno vprašanje, ki je zopet na nas naslovljeno. Kaj pa jaz pravim, kdo je Jezus Kristus? Kdo sem? In ta odgovor, ki ga ni potrebno izgovoriti z besedam drugemu človeku, pa odkriva to, kaj meni pomeni Jezus. Kaj meni pomeni odnos do Jezusa Kristusa. V kakšni obliki ga živim ali ohranjam. Tudi kaj bi želel. Tudi kdaj slišim od človeka, ko reče, čutim, da je šibka vera, pa pomisleki, pa dvom, pa negotovost. Kot da bi hotel ta človek izražiti, pa nisem čisto zadovoljen. Rad bi več, globje, močnejše, bolj zaupno, ali ni to iskrena želja človeka. In tudi na to vprašanje, kaj pa vi pravite, kaj pa jaz pravim, ko Jezus sprašuje, kdo sem, kdo je Jezus Kristus za mene. In gotovo se ta odgovor dopolnjuje skozi leta. Ne vem, če lahko kar naenkrat rečemo, tukaj je nekaj zelo jasno spregovoril. Ohranite spomin tega evangelija, ker naslednji teden bo zelo zgrešil. Bo šel čist po svoje. Kako je Peter imel tudi različne poti in je zorel. Naslednji teden bo huda graja. Ampak tu je človek, ki je nepopoln, ki išče, ampak v sebi pa je iskren in hoče imeti globino odnosa z Bogom, z Jezusom Kristusom. Celo Peter je rekel Jezusu, grem v smrt s teboj. Ni se to zgodilo. Ampak je imel pa to željo. Je sicer se ustrašil, pa zatajil. Ampak kljub temu je gradil odnos. Tudi v teh padcih, za katere bi lahko rekel, Gospod, rešitve vera, ne gre, ni v redu, dvomil, ustrašil se. Ampak gradil je odnos do Jezusa Kristusa in Jezus ga je videl v tistem, kar je že zgradil, tisti Peter skala. Tukaj bo oblikovana prva skupnost kristjanov. Vi boste oznanili moje besede drugim. In tako je beseda od Petra, njegovih naslednikov, prišla do nas, ki danes živimo, leta 2026, na Gorica, na Brezovici. Kako je ostalo to Božje izročilo? Zato, ker so ljudje pred nami odgovorili iskreno, kdo je Jezus Kristus. Naj bo tudi naš odgovor iskren, odgovor zaupnega odnosa, naj bo to v prošnji ali zahvali.
in naj ta odnos tudi raste v našem življenju, da bi nekoč tudi nam lahko Jezus rekel: ti si pa kot skala, zanesljiv, trden, ostal si zvest resnici in to je priznanje, ki šteje za človeka. Človeško priznanje je lepo slišati, ampak Božje priznanje, to pa ima mesto. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovemo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemu